oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Yo, Murph tukaj. Slušate Radioaktivno. I feel like I am moving too fast through life. Father time took them all away. Everyone is gone, but I keep on coming. All my friends are dead, and they're not looking back. This I just can't hide it no more into the night. No searching for the light. One man bad with shadows on his side. Never gonna get it, cause I don't know what I'm supposed to do. Father time, tell me what's the meaning, don't make me waste another night. Give me a pass, don't test me after everything is said and done. But only one thing on my mind, can I die tonight and not get left behind? I won't need you when I'm gone. All my friends are dead, and I'm okay with it. When I hear that whistle, I won't be looking back. I'll just be seeing black, with everybody right there by my side. Never gonna get it, cause I don't know what I'm supposed to do. All your friends, we are dead. All your friends. All your friends, we are dead. Murphy predstavljajo skladbo All My Friends Are Dead, ki je angleška različica zimzelene pesmi Prijatočki. Še zadnji večer v letu slišite nekaj sveže glasbe. skupina Don Allen. Sovražim, kadar pada sneg, če ne pada po naju dveh. Ana Soklič predstavi nesojeno evrovizijsko skladbo Savica. Dragi poslušalci, skladba Savica mi predstavlja zelo osebno skladbo, katera je bila tudi v ožjem izboru za Eurovizijo 2021. Na tem mestu se zahvaljujem Žigi in Bojanu, ki sta mi jo letošnjo leto uspela realizirati. Zahvala tudi izjemnemu režiserju in kamermanu Rožletu Bregarju. Za leto 2025 pripravljam nabor novih avtorskih skladb. Skupaj s Petrom Ugrinom in 6-člansko zasedbo Soulcast smo pripravili 3 soul skladbe v slovenščini, ki bodo izdane v februarju.
V letu, ki je pred nami, želim vsem poslušalcem, predvsem notranji mir, veliko dobre muzike, zdravja ter občutka za empatijo. Čau! Sava, ti me nosiš, Sava, ti me loviš, še se učim, dopuščam, se motim vsak dan. Naj te iščem daleč, ali ostajaš blizu, vse je le na ključje, morda tako je bolje. Nazaj se vračam kdaj, posol in kruh, zdaj je vse drugače. Da grem naprej in daju vse, kar ni bilo. Zdaj sva nočno sonce, sama ti me nosiš, ti me vsak dan, in če ne vrneš se nazaj, morda je bolje. Vse je le na ključe, vse je le na ključe. Glasbeni gost. Lepo pozdravljeni, smo Don Alen in poslušate oddajo Radio Aktivno. When a child believes in magic and in his dreams, he may know much more than it seems. Behind the stars is something bigger than just sky and sea. What a true love is supposed to be. I'm a believer, forever dreaming about paradise. I see my soul in you every time I look into your eyes. A million years is not enough, so stay here in my arms. You'll be my only hope.
Sometimes the truth can really hurt. It's the same with all the stories we have been told, but still we hope we won't get old. I'm still just a believer, forever dreaming about paradise. I see my soul in you every time I look into your eyes. A million years is not enough, so stay here in my arms. You'll be my only home, my dear, somewhere up beyond the stars. I love you through the mist of time, like you know I do. And when my time on earth is over, somewhere in the sky I'll wait for you. People will forget my song, then I'll be on my way to a place where you and I belong, a million light years away. A million years is not enough, so stay here in my arms. You'll be my only home, my dear, somewhere up beyond the stars. I love you through the mist of time, like you know I do. And when my time on earth is over, somewhere in the sky I'll wait for you. A Million Years ter skupina Don Allen, Alan pa z mano oddaja Radioaktivno zdravo. Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Prlek v imenu skupine Don Allen. Danes sicer samo jaz, ker so ostali odsotni, ampak no, se bo že kaj pomenila, tudi tako, ne. Dobro leto ste na glasbenem prizorišču. Ja, res je. Mislim, da je kakšno leto pa pol od izdaje prvega komada A Million Years. Komad je bil izdan v angleščini in ja, ne vem sicer, če je lih autobiografska zgodba, to bi mogel Alen kaj več povedati, ko je tudi avtor. Sicer pa govori pesem o tem, da nič ni večno, no, v glavnem tudi, ne vem kako bi se izrazil, nekako v posmrtnem življenju in tako naprej. Skozi neke, ko lahko vidimo tudi v videospotu, skozi neke take okvire je Alen gledal recimo na to njegovo ljubezen nesojeno, ne. Zanimivost je, da smo v tem spotu, ki je bil tudi kot prvi singel, nekako v navednicah pokopali našega pevca Alena, frontmana in tudi na vse zadnje tekstopisca komada, ne. To je bila taka neko zanimiva zgodba, ne, že takoj v štartu pokopali pevca. Zdaj pa kaj se bo zgodilo naprej, pa pustimo se presenetiti, ne. Mogoče ste pokopali del imena, kajti takrat ste bili Don Allen Band, sedaj pa ste samo Don Allen. Pojma nimam, se to tretira kako v javnosti, kaj drugače. Mi smo načeloma, no, Don Allen, kar se tiče band skupina, se niti nič ne nanaša, glede na to, ali so bili komadi sprva v angleščini, zdaj v slovenščini. Enostavno, tako so te komadi prvi nastali in so nam lepo spevno zveneli in smo rekli, dajmo jih kar tako dati ven, ne. Seveda pa se v Sloveniji malo lažje in pobliže približati publiki, vsekakor mora biti slovenski jezik. Če povedamo še ime, ko sem ga prvič videl, se mi zdi tako malo mafijsko. Ja, no sej, vsa zadeva, zgodba in groba ideja celotnega projekta prihaja iz strani Alena, ne. Zdaj, on pravi sicer, da to je band in to, ampak definitivno je Don Allen izpeljanka te njegove ideje in celostne zgodbe, ki bi on rad pokazal in povedal širši publiki. Mi smo pa ekipa, s katero nas je takoj okužil s tem projektom in s to idejno zasnovo in ne ga podpiramo, vse podpiramo maksimalno in verjamemo, da je to nekaj pravega, no.
Ste štiričlanska zasedba, še vas predstaviš, kdo je kdo? Ja, štiričlanska zasedba smo tako, se pravi Alen Klepčar, avtor in idejni vodja projekta je doma iz Pivke, potem jaz pa Alan Martinčič pa Dominik Isovski, ki je igra kitaro, sva z Obale, imamo pa bobnarja iz male vasice, ki se kliče Hrastovlje, to je pa takoj pod Kraškim robom. Kot pa je slišati, ste rockerji, ki ste se malo podali v glasbeno preteklost, tja v 80-90 leta roka? Ja, tako je, v bistvu smo, mislim, žanrsko vsaj sebe ne bi opredeljeval, kaj sem, definitivno je pa rock'n'roll zvrst glasbe, ki me res polni od majhnih nog. Zanimivost je, da smo prav vsi člani Don Alen zasedbe, bom rekel, so glasbeno kariero do zdaj ustvarjali in delali, če se lahko tako izrazim, v party bendih po Sloveniji, ne, se pravi smo preigravali in še preigravamo vse od narodno-zabavne do popularne, do jugo-rock glasbe. S tem nekako nimamo težav. Je pa rock'n'roll tista skupna točka, ki nas veže vse v bendu, ja. Sprva ste ustvarjali v angleščini, 3 skladbe so nastale v angleščini, sedaj pa preklopili v slovenščino, kako to? Ja, to je bilo tako, se pravi, jaz sem se kot predzadnji član trenutne zasedbe, ko bi rekel, bil povabljen v to zadevo in je bil material že pripravljen, bil že narejen, tako se je predstavil in je delalo, je zvenelo vse skupaj, kot sem že malo prej povedal, smo rekli, dajmo dati tako ven, sploh brez kakršnih koli ambicij, kaj bo, kaj ne bo, to se sploh nismo spraševali, ni nas zanimalo, je pa res, da zdaj pač, ko smo videli, da nekako nam to štima, v tem vidimo neko veselje, bi to radi malo približali tudi ljudem, se pojavili na več odrih in seveda zato je pač nujna slovenščina, ne. Prva, ki je prišla v slovenščini, je bila Melani. Ja, tako, prva pesem je bila Melani, to je ena taka pop-rock balada. Mi pravimo, da je tista prava, ko boš dvignil žigalni gor pa mahal z rokami in mislim, da se lahko prav vsak najde notri v tej pesmi z neko svojo zgodbo. Se pravi, avtor je bil spet Alen, produkcija in videospot je poskrbel Perica Raj, ko ga poznamo v Sloveniji. Snemal se je spot na Obali, nekaj je bilo v Izoli v glasbeni šoli, nekaj je bilo tukaj v Kopru, tista fina lušna dama je bila Jutra Zorč. Se pravi, kaj več o sporočilu pesmi, to bi pa mogel Alen povedati, ker težko je govoriti v imenu nikoga drugega, kaj je pravzaprav mislil, ko je pisal komad, ne. Dajte si ga zavrteti, je na YouTubeu, na naših socialnih platformah, Facebook, Instagram, se da vse to lepo videti. Noč se zbuja v dan in jaz se zbujam iz morečih sanj, s papirjem rim uničenim in še pijan. V glavi praznih iluzij, verjamem, ne da res odhajaš, moja Melani, ker ne dojamem, kdo sem jaz, če tebe ni. Zbogom Melani, to bo edina pesem te noči, a si za zadnji ples v soju uličnih luči. Še enkrat Melani, zavoljo vsega grdo laži mi v oči, kot nekoč sem jaz, kadar jokala si ti. Noč je uničena, v ogledalu silhueta, ki me ne pozna, ve, da sram me je poraza, ker si šla. Še to noč rabim te in potem lahko se delaš, da poznaš mene, veš, zadnji ples nekoč si hranila za me. Zbogom Melani, to bo edina pesem te noči, a si za zadnji ples v soju uličnih luči. Le še enkrat Melani, zavoljo vsega grdo laži mi v oči, kot nekoč sem jaz, kadar jokala si ti.
Melanie in Don Allen, verjetno je to slovenska Melanie, ne tista Melanie, ki je slovenska, pa je preko luže. V bistvu je to ta naša Melania. Ne bom lagal, tudi ta komad je bil sprva napisan v angleščini in ni bila Melanie, bila je Stefani. Tako da pol smo nekako vse to skupaj preobrnili, odločili smo se, da bomo naredili slovensko besedilo in fajn, mi smo zadovoljni. Všeč nam je komad, všeč nam je odziv ljudi, vsem smo res hvaležni za vse komentarje, podporo in karkoli je kdorkoli doprinesel k temu projektu. No. Stefani, pa ste odstopili Joker out. Ja, točno tako, ja, ironija je res, ja, to, da se je zgodilo, da so malo zatem Jokeri izdali komad Stefani, ja. Ni pa nobene povezave tukaj o sodelovanju v ničemer drugem, še zaenkrat. Aktualna, ki je sedaj v radijskih etrih, pa je zimsko obarvana, sovražim, kadar pada sneg. Ja, sovražim, kadar pada sneg, je pa ena taka najbolj odštekana zgodba, ki prihaja z naše strani. Sedeli smo za mizo in se pogovarjali in v bistvu skupno vprašanje je bilo, kako bi mi, komad je bil napisan, kako bi mi prikazali ljudem, da hočemo ukraditi zimo, se pravi, kako to vse skupaj uničiti. In najbolj enostavno smo nekako dobili to skupno točko, da ja, Alfi Nipiča treba ugrabiti. Božička je treba ugrabiti in glede na to, da komad govori sovražim, kadar pada sneg, nekdo ta sneg napove, dajmo narediti tako, da ugrabimo še vremenarko. Ne? Tako da scenarij za videospot je bilo zelo enostavno sestaviti, je bilo pa pol tista druga točka, ker recimo nismo bili prav sigurni, kako bo Alfi Nipič na to odzval in moram reči, da smo bili zelo presenečeni. Če lahko zase govorim, bi bil recimo, ne vem kako počaščen, če bi lahko s takim glasbenikom in človekom sodeloval kdaj na odru. Težko si bo se zdaj predstavljali, kako smo navdušeni, da se je ta isti človek pa pridružil našemu projektu. To je bilo pravno, ko smo lahko sam sanjali in se je zgodilo. In Alfi je prišel, odigral je svojo vlogo in odigral je fantastično in bomo res, mislim, da vedno počaščeni in ponosni na to. Ne smemo pozabiti, da imamo pa tudi notri vremenarko, ko je, če se prav ne motim, kandidatka za Miss Slovenije, Tara, žal se priimka zdaj ne bom spomnil, se pa videla po spotu. Za videospot je posnel z Maribora Žiga Gjuro, snemali smo pa v neki fabriki, da tudi sredi Maribora, tudi če vam prav po pravici povem, ne vem, kje smo bili. No. Odzivi so fantastični, kaj pa drugega še naj povem. Da nimate radi zime, kot tudi jaz ne. Ja, v bistvu zadeva je tačna, da na prvo žogo si bo vsak predstavljal, da sovražim, kadar pada sneg, da mi vse to sovražimo. Ni temu tako, ne. Zgodba pesmi pripoveduje, da mi vse to sovražimo, če ni zraven tiste boljše polovice. Se pravi, najbrž je to autobiografska zgodba oddaljena, to bi mogli spet njega vprašati, če je imel kdaj tako situacijo. Jaz na srečo ne, si pa tudi ne predstavljam po vseh letih uspešnega zakona in veze, da bi ves ta čas, ko je čaroben, ko so res lučke, čaj, cime, to, kar se pripoveduje komadu, preživel sam. Ne. Najbrž bi v neki taki fazi tudi zasovražil vse skupaj, če se lahko temu tako izrazimo. Leto 2024 je v zaključni fazi, je uspešno za skupino Don Allen? Mislim, da je zelo uspešno, morda ne z vidika nastopanja, da bi rekel, da imamo nekoliko nastopov, ker je ta bend še v, bom rekel, polaganju temeljev, se pravi, se skupaj pripravlja, da se bo začel delati. Nekaj špilčkov je, pa glede na to, da imamo že kar veliko materijala za naslednje pesmi in komade in spote, mislim, da lahko rečem, da smo pozitivno nastrojeni, bomo šli s pozitivo v naslednje leto in upanju, da lahko čim prej kaj novega spet damo našim poslušalcem. Torej bo leto 2025 delovno? Definitivno. Delovno mora biti, ker če ne smo taki karakteri notri, da če se ne dela, pa ne vem, kaj bomo sami s sabo. To je tisto, kar nas drži gor. Ne? In potem tudi malo našega Alena poteramo, daj še kaj napiši, daj še kaj naredi, se dobimo, da kaj zaigramo, da zaružimo. Definitivno ne bo s tem težav. Za konec prihaja v eter še aktualna skladba. Alan, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Tako, tudi vam želim vse dobro, uspešno vsem vašim poslušalcem in poslušalkam in celotni ekipi Radia Prlek. Eno leto je od naju, bil sem zadnji rum v čaju s tabo. Bil je hladen dan, ko da cukor v strup obrneš. Dal sem dobro, a ti mi vrneš slabo. Ko šla si daleč stran, iz ledenih sveč
so solze padale mi v dlan. Bil je hladen dan, ta zadnji dan. Sovražim, kadar pada sneg, če ne pada po naju dveh. Sovražim cimet lučke čaj, če te več ne bo nazaj. Ne maram tega, da je mraz, lani vse sva imela ti in jaz. Kriv je tisti zadnji brez obljub, silvestrski poljub. Tisti grd rdeč pulover, ta z napisom Winterlover nosim, ker še diši po njej. Postajam dober v bednih vicih, pogrešam pege na njenih licih. Prosim, naj mine to čim prej. Iz ledenih sveč so solze padale mi v dlan. Bil je hladen dan, ta zadnji dan. Sovražim, kadar pada sneg, če ne pada po naju dveh. Sovražim cimet lučke čaj, če te več ne bo nazaj. Ne maram tega, da je mraz, lani vse sva imela ti in jaz. Kriv je tisti zadnji brez obljub, silvestrski poljub. Gledam tja v nebo, ta prekleti sneg spominja me na njo. Sovražim, kadar pada sneg, če ne pada po naju dveh. Sovražim cimet lučke čaj, če te več ne bo nazaj. Ne maram tega, da je mraz, lani vse sva imela ti in jaz. Kriv je tisti zadnji brez obljub, silvestrski poljub. Sovražim, kadar pada sneg. Smo Donalen in poslušate oddajo Radioaktivno. And I think it's killing you, 'cause you know it too.
Halaman Sydney se vrača na slovensko glasbeno sceno s svežim glasbenim projektom What You Are. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Še pogled v prvo oddajo v letu 2025, takrat se oglasita skupini Vipers, Stone in Dem. Boštjaman kot zadnjega v letu 2024 vrtim Smalltalka, ki je izdal novo samostojno skladbo Od zdaj naprej bo vse drugače. Zanjo si je moči sposodil pri mladenkah in mladeničih z goriških košarkarskih klubov z obeh strani meje. Če vse drugače bomo videli čez leto dni, v leto, ki prihaja, pa vam želim, da vaša ušesa slišijo čim več dobre slovenske glasbe. Yo, Smalltalk, tole Primorska Region's own gangster rapper v oddaji Radioaktivno. Super bi bilo, če bi bili vsi enaki, ampak tega ne bo. Spodobilo bi se, če bi se vsi imeli radi, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če ne bi bilo več lakote, ma koga vlečemo. Fino bi bilo, da bi isto sodo imeli vsi. Ankej še. Lahko je sovražit, je težji odpuščat. Lahko je bet sam, je težji bet skupaj. Lahko je mižat, an težji je videt. Lahko je krepat, ma težji je živet. Super bi bilo, če bi bil si lahko složni, ampak tega ne bo. Spodobilo bi se, če bi znali stopiti skupaj, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če si ne bi več pobivali, ma koga vlečemo. Fino bi bilo, da bi imeli mir na sveti, ma kaj ste kaj taza pojeli? Lahko je becit, je težje delit. Lahko je smetit, je težje pospravljat. Lahko je bit grob, je težje bit nežen. Lažje je zjat, kot se zadržat. Dejte osli stari, bodite tiho, bomo mi prevzeli zdaj kontrolo. Preveč škode ste že naredili, tega vam ne bomo več pustili. Mi smo kralji in kraljice v ljubezni in miru in bomo zdaj spremenili svet. Za začetek bomo porušili šole in bomo začeli hoditi v šolo življenja. Kako vam je ratalo iz prenašanja znanja narediti mučilnice, nam sploh ni jasno. Cajt nam pravite, da nas drugačnost bogati, ampak se nihče tega ne drži. Od zdaj naprej bo vse drugače. Zdaj naprej bo igranje iger dela. Da adesso in poi ci saranno solo persone buone. Od zdaj naprej bomo delali samo to, kar nam je zabavno. Ja, košarko! Ker vi ste že pozabili, kaj je to zabava. Da adesso in poi ci prenderemo cura dell'ambiente. Od zdaj naprej bodo lumparije obvezni del življenja. Od zdaj naprej bo vsak imel vsaj enega prijatelja. In bolje ne bo več buljev, ker bojo tudi oni imeli nekoga svojega. Da adesso in poi ci saranno meno persone obbligate a scappare dal proprio paese. Da adesso in poi ci sarà solo pace. Da adesso in poi tutti potranno esprimere la propria opinione in ogni contesto. Od zdaj naprej se bo vsak oblekel tako, kot se bo hotel. Da adesso in poi ognuno avrà diritto al lavoro. Od zdaj naprej bodo vsi imeli streho nad glavo in hrano. Da adesso in poi ci sarà solo amore puro. Noben več ne bo osamljen in žalosten. Da adesso in poi non si faranno più discriminazioni. Radio